Anja Kopač Mrak je ministrica, ki pozna svoj resor bolje od marsikaterega dolgoletnega uslužbenca tega istega ministrstva, da ne rečem, za razliko od večine ostalih ministrov v Cerarjevi vladi. Ministrica, ki pride na pogovor, strokovni pogovor, brez četice uradnikov, ki bi prišepetovali, kaj mora povedati. In ministrica, ki je vedno pripravljena poslušati argumente in svoje mnenje, seveda na podlagi argumentov, če jo ti prepričajo, tudi spremeniti. Skratka, ministrica, ki ve, kaj dela. In prav o delu Anje Kopač Mrak danes razpravljamo cel dan na predlog SDS-a. Po moji oceni je povsem neprimerno konkreten primer dveh malih otrok, dveh malih fantkov izrabljati v politične namene. In točno to se na žalost danes dogaja. Zgrožena sem, da se v tem konkretnem primeru toliko piše in govori v javnosti. Nismo daleč, da bomo v medijih, v časopisih zagledali celo fotografije teh dveh majhnih, nebogljenih fantkov. Neodgovorno, da politiki to izrabljate v politične namene. Odvetnik starih staršev si celo dovoli javno kazati in objaviti sodbo sodišča z identiteto otrok. Ime, priimek, rojstni podatki, vse. Upam, če ni kdo drug, da bo odvetniška zbornica v tem primeru konkretno odreagirala proti odvetniku. Že tako naj bi bila stranka pri odvetniku zaščitena. Če pa gre za mladoletne otroke, bi pa to morali spoštovati vsi. In še enkrat upam, da bo v tem konkretnem primeru odvetniška zbornica odreagirala. Celoten dogodek sem spremljala z veliko žalostjo. Velika tragedija, ki spremlja to družino, očitno že dlje časa, se je končala z umorom. Oče je ubil mati svojih otrok. In ko se je to zgodilo v tem državnem zboru, jaz nisem zasledila neke velike polemike in velikega zgražanja, kako se to sploh lahko v naši državi zgodi in zakaj inštitucije ne reagirajo prej. Ne, nič niste govorili o tem. Niste sklicevali sej odborov, niste sklicevali sej državnega zbora, je šlo pač preprosto mimo. Jaz mislim, oziroma smo se vprašali, a je policija odreagirala, če je vedela. Jaz mislim, da se v družini umor ne zgodi od danes do jutri. In to kaže na to, da je v tej družini, na žalost, očitno že nekaj časa veliko stvari narobe. In vi, spoštovani kolegi in kolegice, nas prepričujete, da sta babica in dedek del te družine. Del družine, v kateri oče umori mati svojih otrok. In o tem danes razpredamo cel dan, o dogodkih, ki so se zgodili daleč potem. Ne ukvarjamo se pa s tem, kar bi se politiki absolutno morali. V zadnjem obdobju skoraj ne mine mesec, ko državljani preko medijev ne bi bili seznanjeni z informacijami o tragičnih dogodkih vezanih na družinsko nasilje ter celo o umorih ali poskusih umorov žensk, ki so jih zagrešili njihovi nekdanji ali sedanji partnerji. Zadnji takšen odmeven dogodek v Celju, ko je moški pred očmi skupnega mladoletnega otroka z nožem napadel prejšnjo partnerico in jo poškodoval tako zelo, da je ta na kraju dogodka umrla. In ob vsakem takem dejanju se tako mediji kot mnogi med nami sprašujemo, ali bi bilo mogoče takšen tragični dogodek preprečiti. In to, drage kolegice in kolegi, bi bila naša naloga. To bi bila naša naloga. Ne pa, da se danes cel dan vtikamo v delo strokovnih služb,
so naredili prav, niso naredili prav. Če niso naredili prav, bodo to povedali tisti, ki so za to odgovorni. Jaz ne verjamem, da vi razmere v tej družini poznate do te mere, da si upate trditi, kaj bi bilo za ta dva majhna fantka pravzaprav najbolje. In okrepiti zavedanje, da je potrebno ukrepanje, preden je prepozno, pregledati zakonodajo in ugotoviti, kaj so potrebne spremembe, ki bi zagotovile pravočasno ukrepanje. Če bi mi naredili to, današnja seja ne bi bila potrebna, ker bi verjetno mamica teh dveh fantkov še bila živa. In to je tema, o kateri bi se morali politiki pogovarjati. Iskati rešitve in tudi najti odgovore na preštevilna vprašanja. In kaj bo interpelacija proti ministrici na tem področju spremenila? Nič, ampak absolutno prav nič. In če še nekako lahko razumem opozicijsko SDS, da je pripravila gradivo in želi zamenjati vladno koalicijo, pa stranke Desus in predsednika vlade skupaj s SMC nikakor ne razumem. Skupaj ste se dogovorili in v koalicijski pogodbi podpisali, kaj boste delali na področju socialne politike. Predsednik Cerar pride v Državni zbor in hvali delo ministrice, pa to ne 1 leto nazaj, ampak 2 dni nazaj. Isto popoldne pa si malo premisli in še ne ve čisto dobro, če njegovo podporo ima. Desus pravi, kako že, da hoče usklajevanje pokojnin, pa jih ministrica ne da. Zdaj, verjetno veste, kje je denar za pokojnine. To sploh ni pri Anji Kopač Mrak, ampak bi morali potrkati na vrata ministra Mramorja. Tam je kupček, kjer piše pokojnine. In še nekaj ne razumem. Desus je v vseh vladah od leta 2000 dalje. Se pravi 16 let. Levih in desnih. Tle ni problem, nobenega problema za Desus. In glede na situacijo upokojencev, danes poslušamo, koliko med njimi jih živi na robu in res je. Koliko med njimi jih živi težko in res je. Pokojnine, vsi se strinjamo, naj bodo višje. Ampak, spoštovane kolegice in kolegi, v 16 letih ne bi lahko, bi morali to zagotoviti. Pod parolo delamo za upokojence, skrbijo predvsem za svojega predsednika, upokojence pa odpravijo z 2 evroma dodatne pokojnine. Samo enkrat v zgodovini te mlade države so se pokojnine nominalno znižale. Samo enkrat in to za več kot 25 000 upokojencem. Leta 2012 in to z glasovi Desusa. S podporo Desusa. Spet se kaže, da pod parolo delamo za upokojence, skrbite samo zase. Če bi vam res bilo do upokojencev in bi dejansko skrbeli za upokojence, bi vsaj od leta 2004 dalje, sedeli na vročem stolu ministrice Anje Kopač Mrak ali mogoče vsaj tako vročem stolu ministra za finance. Tam sta škarje in platno za to. Tam bi pa res lahko pokazali, koliko vam je do upokojencev. In jaz si želim videti ministra Erjavca na stolu ministra za finance, kjer bo zagotovil denar in vsem upokojencem dvignil pokojnine na 1000 evrov. Naj naredi to, kar je obljubljal. Ne morete non-stop, ne samo v tej vladi, ampak non-stop kritizirati tistih, ki se trudijo, delajo, vi pa preprosto pridete mimo in rečete, ups, če to ne bo, pa Desus ne bo več v vladi. Usedite se na ta 2 najbolj vroča stola, 3 ministre imate, ne ukvarjajte se z zunanjo politiko, zamejci po svetu in okoljem, ampak vzamite ta 2 resorja,
in bomo potem videli, kakšen bo dejanski učinek. Ampak ne pozabimo, vse od leta 2000 imate škarje in platno v rokah. Kazati mišice takole z besedami je nekaj, pametno jih uporabiti je pa seveda nekaj drugega. Še enkrat, Desus od leta 2000 kreira slovensko politiko in slovensko usodo. Bili ste zraven, ko je nastajala bančna luknja. Ste ukrepali, ko se je to dogajalo? Veste, kaj je 5 milijard? To je več, kot v enem letu damo za vse pokojnine. Se pravi, bi lahko bile vsaj eno leto dvakrat višje, če ne bi bilo treba sanirati bančnega sistema. Bili ste zraven, ko so se prvič in zadnjič v zgodovini države znižale pokojnine. Brez Desusovih glasov tega ne bi bilo. Dolgotrajna oskrba. Jaz ne vem, kaj 16 let dela Desus v vladi, da rešitev ni na mizi. 16 let. To ni od danes do jutri. Karel Erjavec je 12 let minister, pa niti pol leta ni bil minister za delo ali pa minister za finance. To bi bila državotvorna poteza do upokojencev. Da vaš predsednik sede na stol ministrice za delo in pokaže, kako se zagotovi 1000 evrov pokojnine na mesec. Jaz verjamem, da boste dobili podporo velike večine, če ne kar soglasno v tem državnem zboru. In še nekaj, ne. Pogojevati podporo ministrici z enim direktorskim mestom. Jaz se sprašujem, oziroma upam, da to našo razpravo posluša gospod Štefanec, KPK, mogoče tudi NPU. Če to ni korupcija, potem pa jaz res ne vem, kaj korupcija je. Ukvarjajo se z enim političnim imenovanjem na politično funkcijo, direktorska funkcija je daleč od politične. Je treba izpolnjevati pogoje. In če držijo govorice, oseba, ki jo silite na to mesto, niti zakonskih pogojev ne izpolnjuje. Mislim, če to ni korupcija, potem jaz res ne vem, kaj korupcija je. In jaz mislim, da se nekje pa tudi izsiljevanje Desusa mora končati in se absolutno strinjam s Socialnimi demokrati, da na kravje kupčije ne pristajajo. Tako da, spoštovana ministrica, čestitke za vse napore, ki jih dajete v svoje delo. Absolutno te interpelacije ne bom podprla, kar sem povedala že ob njeni vložitvi, da ne bo kdo špekuliral, kako in kaj. Mogoče ali pa verjetno bi celo volitve ne bile slabe.